Gospod selektor, za začetek se zdi zdaj nekaj dni po tisti tekmi s Švico, prihodnost kaj bolj svetla, kaj bolj optimistična? Ja, glede na to, kako smo, mogoče sam rezultat ni problematičen. Problematičen je vedno sicer, ko zgubiš, ampak način pa seveda je tisti, ki daje ti zamisliti marsikaj. Ritem, ki je običajen v tem ciklusu mesečnih tekem v kvalifikacijah, te kvalifikacije so specifično zelo kratke in dejansko ni dosti manevrskega prostora za takojšnje ukrepanje in pa predvsem razmišljanje in pa način dela zdaj v teh dneh, ko je treba hitro zanalizirati, ko je treba hitro pripraviti že naslednjo akcijo. Zdaj v teh dneh pred derbijem v Manchesteru nas seveda še posebej zanima en slovenski reprezentant, to je Benjamin Šeško. Kakšnega Šeška ste vi videli v tokratnem reprezentančnem zboru kot igralca Manchester Uniteda? Pa moram priznati, da nekje nisem nikoli ločeval ali za igralec Leipziga ali igralec Uniteda, ampak jasno pa je, da je seveda fokus z zadnjim prestopom še bolj usmerjen, še bolj fokusiran v 22-letnega Benija Šeška. In normalno, da vse te stvari, ki so se dogajale, na en način lahko grejo v eno smer ali pa v drugo smer in sigurno je ta prestop pustil neke posledice tudi pri Beniju. Gre predvsem zato, ker je zelo kratek čas v Unitedu in vsa ta prestopna saga, ampak to je bolj vaš novinarski žargon, je pri meni kot trenerju pustila posledice v to, da razmišljam, koliko je pravzaprav treniral, kaj je z treningom lahko že naredil v novem okolju, specifičnem okolju velikega kluba, enega izmed največjih v zgodovini nogometa. In seveda potem lahko gre, da takoj zabiješ, pa je neka euforija, lahko pa seveda gre postopoma dejansko tudi v moje osebno razmišljanje v klubu, ki mu ne gre, ki se išče, ki poskuša z trenerji in to top trenerja, Mourinho za mene top trener dokazal v Sportingu, za številnimi igralci, pa nekako ne pride na zeleno vejo in potem mi je vprašanje, ali bo ta neki en igralec lahko tako hitro prelomil vse skupaj v neko pozitivo. Ob vsem, kar ste zdaj omenili, se je ob tem njegovem prestopu veliko govorilo Manchester United ali Newcastle. Če bi vi odločali, kam bi šel Benjamin Šeško? Ne, na vprašanje, ki vam ga ne bom, mislim, zelo izven konteksta, na koncu koncev Beni sam, za mene prvi, če je prvi, zdaj to ne vem, to vejo ljudje, ki so okoli njega, ti ljudje okoli njega, ki so mu vedno nekje znali usmeriti kariero, na koncu koncev najprej Salzburg, pa potem Leipzig, pa zdaj Man United. Tudi v tej liniji je ena poveznica, tako da jaz sem dosti razmišljal o Manchester Unitedu že mogoče kakšno leto prej, nekaj veš tudi od zadaj. In je pa seveda odločitev zdaj za mene, oziroma vaše vprašanje so vsaj zame preuranjena. Toliko malo časa je in toliko kratek čas je z soigralci v novem klubu. Edino, kar je, in to vam lahko potrdim pa iz prve roke, razmišljanja igralcev, ki so zdaj šli, ne samo Benja, ki so zdaj šli v Premier League, da je pa Premier League čisto nekaj drugega kot Serie A, kot Bundesliga ali katera druga liga. In vsa širina vsega in na eni strani glamur, na drugi strani velik finančni vložek, medijska pokritost, ki je neverjetna, seveda zahteva mogoče drugačnega igralca. In tu se eni adaptirajo prej, drugi kasneje. Jaz sem prepričan, da bo Beni se našel vsem tem, ne bo pa lahko. In zdaj trditi, da boljše je bilo Newcastle, boljše je bilo Arsenal, mislim, da je to malo prehitro. Po eni strani in Newcastle, naprimer, ki je bil potem zelo blizu, igra sicer v Evropi, več je tekem, več bo rotacij. Po drugi strani več časa v Man Unitedu, ravno zaradi tega, ker se to v tem klubu ne dogaja. Ampak jaz mislim, da je tu osnova, da je veličina Manchester Uniteda
še vedno prisotno v nogometnem svetu, kljub slabšim rezultatom v zadnjih letih. Medijska pokritost, ta konkurenčnost z Man Cityjem, vse to je mogoče malo dalje od nas, čeprav vi poskušate z vašimi oddajami približati vse to skupaj tudi slovenskemu športnemu prostoru, da to so relacije. Jaz sem pogovor z obima igralcema, ki sta zdaj šla v Anglijo, začutil to, čeprav sta že in Vipotnik in Celer prej govorila v Angliji, z nekim drugim naglasom, z nekim drugim pogledom, kot so pa lige na kontinentu. In še Benjamin Šeško je prvi Slovenec, ki nosi dres tega slovitega velikana. A ima on tako močan karakter, da se spopade z vsem tem, kar ste zdaj omenili, da prenese vse to, kar prinese ime tega kluba? Ja, jaz mislim, da takšen klub, kot je Man United, zahteva kompletno osebo, kompletno persono. Ne samo igralca v kvaliteti, da zahteva tu karakter, da zahteva tu prilagoditev na okolje, na specifično okolje, ki je prisotno v angleški Premier League. Potem na koncu govorimo o zelo mladem igralcu. Mi pozabimo, jaz sem Benja spomnim, ker je pač polnoletni je postal v reprezentanci. On je zdaj 22 let star. In vse to skupaj, ne vem, če zdaj vi bi mogoče celo boljše našteli kot jaz, vse te igralce, ki imajo v vseh teh letih, zadnjih letih probleme, da ne govorim z mojega zornega kota o trenerjih. Ne moreš biti do včeraj top trener v Sportingu, danes pa nič ne znaš Manchester United. Vse to so seveda zadeve, o katerih je treba razmišljati, če hočeš gledati problem malo širše in ne samo, ali je bil dober ali pa ni bil dober v 20-25 minutah. Da to pusti posledice na mladega igralca oziroma na igralca, sem skoraj da prepričan. Že lansko leto v pripravah na Evropsko prvenstvo ni bil Beni takšen, kot smo ga bili mi vajeni. In seveda njegov način razmišljanja o nogometu, njegov način igranja nogometa zahteva neko sproščenost, zahteva prijetnost, udobja v nekem okolju in očitno še v nekaj časa bomo morali še nekaj časa počakati, da bomo videli tisto realno sliko. Meni kot selektor, kot trenerju je to pa odločilno, koliko časa je skupaj, koliko je bilo to treningov skupaj, kakšna je to možnost neke avtomatizacije, nekega prilagajanja na način igranja, ker sigurno je drug način razmišljanja trenerja v Leipzigu, drug način razmišljanja trenerja v Manchester Unitedu. Tekme pa takšne, kot so ga čakali, kot jih je dočakal, to pa je daleč od tega, da je bilo enostavno. Na 4 dosedanjih tekmah, v vseh tekmovanjih je odigral 170 minut. Kako vi gledate na to, glede na to, da so zanj odšteli skoraj 80 milijonov evrov? Jaz mislim, da se preveč govori o teh številkah, kar pa je zopet medijsko normalno. In na eni strani, če primerjaš številke Izaka ali pa Šeška, vse to so številke, ki bodejo v oči, ki temu nogometu daje tudi drugačen pogled. To so za nekega normalnega človeka, ki mora odšteti toliko in toliko funtov za karto vsak teden ali pa 2-krat na teden, seveda grozne številke. Ti ljudje nekje upravičeno pričakujejo, da bo to zdaj takoj se unovčilo, da bo ta denar takoj unovčen. Jaz pa mislim, da je pot tu zelo težka, drugačna in kratek čas bivanja v Manchesteru, nekje meni normalna minutaža v Premier League. Normalno, da se je čakala ta pokalna tekma, ki pa je vse prej kot lahka. Se pravi, da je toliko negativnosti, toliko stvari, ki niso dobre, ki niso šle v dobro stvari. V enem momentu se okrog šlo, da je razmišljanje. Najprej seveda je važno, kako razmišljajo v klubu, kako razmišlja strokovni štab, kako razmišlja sam trener, menedžer. Potem o medijih, o medijih se bomo pravzaprav morali vsi mi navaditi, ker ga gledamo kot našega, kot svojega, kot Slovenca. In zdaj, če bojo razpalili po njem z negativnimi komentarji, bomo se nekje tudi mi, vsaj jaz, to je moj pogled, čutili, se grejo tudi malo na nas. Tako da minutaža, mislim, da zdaj še tu ni tista glavni problem. Problem je, kdaj se bo vrnil nasmešek, kdaj se bo vrnil
da se bo vrnila ta sproščenost, ki ga dela drugačnega, ki ga dela boljšega, ki ga dela kvalitetnejšega in ki ga je pripeljala do tega, da je nekdo za njega odštel desetine in desetine milijonov evrov. Bi mu vi kot njegov klubski trener odmerili več časa na igrišču v tem začetnem obdobju? Jaz sem enkrat na eni televiziji odgovoril na podobno vprašanje, ko so me vprašali pol času, kaj bi pa jaz naredil, če bi bil na mesto Jose Mourinha. Sem rekel, prvo ne bi sedel zraven vas, tukaj drugo. Tako da ta vprašanja vedno so tako vsaj za mene, za vas medije seveda celota. Jaz še enkrat govorim, to ni samo prestop, to ni samo Manchester United, to je celota, ki se že nekaj časa vlekla. Leipzig zame je top klub. Predvsem sem spoštoval izredno Rosija, trenerja, ki je nekje Beniju dajal to možnost, ki ga je potisnil dostikrat naprej. Mourinho je en drug trener, ki prihaja iz drugega okolja in ki je očitno ima tudi probleme za prilagajanje, imel probleme za prilagajanjem. Zelo glasne so seveda, tako v Angliji že govorice o kakšnih spremembah, tudi kar se tega tiče. In tudi tu je Man United potrošil že kar ogromno. Tako da treba videti, kako izgleda na treningu, treba videti, kako so ga igralci sprejeli, treba videti način igranja, tudi konkurenca seveda Manchester Unitedu na teh pozicijah je izredna, ne? In zdaj prilagajanje nekoga z otoka je verjetno lažje in hitrejše kot pa nekdo, ki pride z kontinenta, ne? In jaz mislim, da glede na visok vložek, glede na velika pričakovanja, da razmišljajo ljudje, ki so odgovorni za to v Manchester Unitedu in da bodo seveda poskušali to kariero oziroma vpliv in pa učinek igralca, ki ga tako plačajo, usmeriti v pozitivno smer, ampak sam posameznik je skoraj da nemogoče in če cela ekipa ne funkcionira, zato je mogoče bil tisti penal v 94 minuti toliko pomemben, ker enostavno vse jaz sem gledal tako izraz lica, govor telesa igralcev potem uspešno izvedenje 11 metrov drugače. Mislim, da je lahko to strašno velik zagon. Seveda, zdaj pa, če pogledaš lestvico, je pa to še vedno. Saj so velika imena zgoraj v Premier League. Jasno pa, da manjka tu nekje Man City za zadnje obdobje, za zadnjo neko dekado. Zame, ki sem mogoče malo starejši, ki se spomnim časa Fergusona, pa Bobby Charltona, pa velikega Manchester Uniteda, pa seveda že nekaj let manjka tukaj Manchester United. In želja vseh je seveda na tisti rdeči strani v Manchesteru, da bi Manchester se pojavil na višjih mestih. Glede na dosedanje predstave Šeška, ki smo jih videli v Premier League, kje vidite največji prostor za njegov napredek? V vsakem momentu, v vsem. Ampak dejstvo je seveda, da gre tukaj za pogled skozi celo ekipo. Njemu so zelo hitro branilci oziroma štoperi, vse bodo razumeli, verjetno gledalci, dali vedeti, kam je prišel. Ne nazadnje tudi dve reprezentančni tekmi. Akanji pa Švedi so mu jasno dali povedati, na kak način ga bodo obravnavali in če je z 18, z 19 leti pleno z svojo raznovrstnostjo, z nepredvidljivostjo in niso vedeli, zakaj gre, pravzaprav odkot bo udarili, zdaj vejo o njem čisto vse, tudi pripravijo se popolnoma drugače nanj in jasno, da ta način otoškega igranja, ki pa je prežet z evropskimi igralci, z evropskimi trenerji, je še vedno kljub temu specifičen in še vedno jaz razmišljam o neki prilagoditvi na način igranja, čeprav bolj ali manj je vedno več tistih z kontinenta v teh ekipah, ampak toliko bi lahko našteli igralci, ki so seveda hitro zasadili. Na drugi strani igralci, ki imajo velike težave. Vse Manchester United ima vse zame enega top špica Hojlunda, ki je pa na koncu ni dajal golu v svoji reprezentanci, pa je vedno tukaj nekje, ne? In je zelo kvaliteten igralec. Tako da tale proces, jaz upam, da bo kratek, da bo moč gol 2, da bo sta odprla vse to skupaj, ampak sam Beni je premalo. Prav Hojlund je odličen primer tega, ne, kako se od nekega novinca veliko pričakuje, tudi veliko obeta, potem pa v Unitedu nekako izgorijo mnogi ti nogometaši.
Kako se lahko Benjamin Šeško izogne podobni situaciji, podobni usodi? Ja, to je verjetno zdaj tisto vprašanje, ki je tukaj najbolj realno in na prvem mestu, ker ne samo Hojlec, saj še igralcev, ki so prihajali iz top klubov, za katere so bili odštete nore številke, pa v nekem celem paketu so bili v negativnem kontekstu. In jaz pravim, da bo način igranja Manchester Uniteda moral biti mogoče zdaj drugačen, ker Beni je vseeno malo drugačen tip igralca kot je Hojlund. Ampak dolgo se pa ne bo čakalo. To pa moramo biti vi kot mediji slovenski, ki propagirate vse skupaj, jaz kot selektor, tudi na koncu Beni sam kot persona, ljudje, ki skrbijo za okrog tega. V Premier Ligi se ne čaka dolgo. In tukaj zdaj bi neka pozitivna partija njegova, neka dobra pozitivna minutaža, pa mogoče ne takoj z golom, ni treba samo gol, ampak nek pozitiven rezultat tudi samega kluba bi zapeljal drugačno razmišljanje, atmosfera bi bila drugačna in potem bi bilo seveda dosti lažje, ker nekaj je, Beni ne trenira manj, Beni ne trenira nič drugače zdaj, Beni ne razmišlja čisto nič drugače zdaj v nogometu, ampak enostavno, ko špica ne da gola, se tudi v reprezentanci ga že ni dal, mislim, 6 ali 7 tekem, potem tudi na tem igralnem mestu takoj nastanejo problemi, takoj nastanejo problemi in, ne vem, Žan Vipotnik, na primer, je že dalj časa v Angliji, pa igra tako so tekme, ko dajo v serija 4-5 golov, potem ga 10 tekem ni, in tudi konkurenca, seveda, zdaj to ti prideš na trening, pa je okoli tebe toliko in toliko zvezdnikov, ki isto čakajo, ki so isto lačni za uspehom, ki bi isto radi upravičili svoj visok vložek v njih. In tukaj bo zadeva, je pa jasno, če Beni ni prstvari, če ni on prepričan tudi vase, prepričan v okolje, da ga bo, če ni prepričan, da ga bo trener, da mu bo kril hrbet, ko se bo, potem bo seveda tega razmišljanja stalno več in potem pa je lahko igralec v težavah. Vse za zdaj, jaz razmišljam v to pozitivno smer, tudi vse to druženje zdaj en teden, je na koncu bilo usmerjeno tudi v to, da Slovenija rabi pravega Šeška, Šeška, ki je navaren, ki potegne nase ostale branilce, da odpre prostor komu drugemu. Tisto, kar je bilo v 91 minuti v Stožicah, ali pa tisto, kar je bilo 2 minuti pred koncem prvega polčasa v Švici. Če enkrat, če lahko dvakrat, potem sem pripričan lahko 10-krat, 15-krat, ampak meni je zdaj tu še vedno glavna zadeva, to sem vam prej rekel, izredno kratek čas, ki ga je Beni, ki je skupaj z ekipo, ne vem koliko treningov samo, non-stop tako igranje in seveda potem prilagajanje na način igranja in prilagajanje na tudi nek tvoj osebni touch na ekipo, na okolje, v kateri si. In že takoj ga čaka prvi manchesterski derbi, to pomeni tudi prvo soočenje z Erlingom Haalandom v Premier League. Vemo, da so Šeška pogosto primerjali s tem nogometnim zvezdnikom v preteklosti. Kako velik izziv bo to zanj, tako osebno kot rezultatsko? Jaz mislim, da, oziroma moj pogled na to je, da mu to naj bo samo motiv. Kakšna bo minutaža, je zdaj vprašanje, tudi na koncu ni ga bilo v klubu, bil je z reprezentanco. Erling Haaland na eni strani daje 4-5 golov z svojo reprezentanco, ki leti zdaj, ki je pravzaprav top v evropskem reprezentančnem nogometu. Na drugi strani pa ta derbi, ki tudi Manchester City ni pripričljiv. To govori lestvica, to govori tudi zaključek prejšnjega prvenstva v Premier League. In jaz mislim, da so tu kar ene dve ekipi, plavi proti rdečim, ki obedvi iščeta izhod proti vrhu tabele, kar to je seveda najpomembneje. Vsi ti zvezdniki pa zdaj iščejo svoje pote. Haaland prvo je težko primerjati v kontekstu Šeška zaradi njegove dolžine bivanja v Angliji in prilagajanja na angleški nogomet. In tukaj je jasno, ampak tudi lani se je videlo, tudi Haaland sam, ko City ni bil pravi, ko se je City razpadel v nekem momentu, ni mogel potegniti to vse skupaj ven in je imel probleme z goli, z minutažo in vsem tem.
Tako da jaz se tukaj gledam na problem dveh ekip, ki pa iščete seveda prostor tam, kjer so zdaj Chelsea, Arsenal, Tottenham in ostali klubi v vrhu Premier League. Primerjave bodo pa vedne, predvsem vi medijsko, ker to je meni popolnoma normalno in pa upravičeno. Na koncu koncev govorimo o dosti denarja, ne? In potem seveda poskušaš na različne načine vse to skupaj prodajati, tudi z temi primerjavami, z seciranjem. In tukaj so, verjetno tudi vi veste boljše kot jaz, angleški mediji, pa ne sprostni. Verjetno se bo treba navaditi tudi na kakšno grenko in kakšno zelo pikro in kritično napisano. Za konec še vprašanje za 1 milijon evrov. Kdaj si bo priboril mesto v začetni 11-terici? Ja, to še deževati začelo zdaj o tem vprašanju. Jaz upam, da čim prej. Ne pričakujem njegovega igranja v seriji, ne pričakujem to takoj, sigurno ne. Pričakujem pa dober, rezultatsko uspešen Manchester United, ker potem bo Benjo Šeško dosti lažje in upam na čim prejšnjo opozorilo vsem angleškim branilcem v nasprotnih ekipah. Jaz sem tukaj, jaz sem v Premier League, jaz hočem uspeti in jaz sem Benjo Šeško in bojte se me. Najlepša hvala za te besede, gospod selektor, in seveda srečno v nadaljevanju kvalifikacij. Hvala vam.